Hvala. Spoštovane dame in gospodje, predstavniki medijev. Sprejemamo povabilo predsednika vlade, tudi vlade k dialogu, vendar smo pri tem precej previdni, saj smo bili v preteklosti prevečkrat izigrani. To je bil konec koncev tudi razlog, zakaj smo delodajalske organizacije izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta. Gospodarstvo je upravičeno nezaupljivo, ker smo bili v zadnjem letu deležni samo dodatnih obremenitev. Naj kar nekaj naštejem. Razveljavitev davčnih olajšav pri dohodnini z obljubo o celoviti davčni reformi. Dodatne obveznosti, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih. Preoblikovanje prostovoljnih prispevkov v obvezne. Uvedba nove dajatve za kritje stroškov dolgotrajne oskrbe. Povečanje stroškov za kritje storitev pri čezmejnem opravljanju storitev in začasne napotitve na delo tujina. Vkolikor premier misli resno, naj do novega leta, oziroma dokler se ne usede gospodarstvo, umakne vsaj dvig davka na dobiček pravnih oseb za 3% točke in uvede obvezen solidarnostni prispevek za kritje popoplavne obnove. Interventni zakon v zdravstvu, ki predvideva povečanje iz 20 na 30 dni bolniške v breme podjetij, kapico na plačilo boleznin in znižanje nadomestil. Zamakne začetek veljavnosti zakona o čezmejnem opravljanju storitev, dokler ne najdejo drugačno rešitev, ki je bila obljubljena v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Stanje v industriji oziroma predelovalnih dejavnosti je zaskrbljujoče, saj je proizvodnja v 9 mesecih letos padla za več kot 5 odstotnih točk, nekaterih najbolj prizadetih dejavnostih celo do 20%. Pri tem je nadpovprečno prizadeta industrija materialov, še posebej kemična industrija. V Sloveniji je padec industrijske proizvodnje še enkrat višji kot v Evropski uniji, govorim za 9 mesecev letošnjega leta. Na primer v kemični industriji za 25%, papirni industriji za 20%, proizvodnji kovin za 11% in pa v nekovinskih materialih za 11%. Želimo, da se ob začetku pogovorov za davčno reformo najprej na seznam dajo vse davščine, s katerimi je gospodarstvo obremenjeno. Zatem pa se moramo dogovoriti, seveda, kje obremenjevati in kje razbremenjevati. Na Gospodarski zbornici smo v ta namen že pripravili predlog mini davčne reforme. Želel bi izpostaviti še probleme energetike. Zeleni prehod je seveda dejstvo, zanj bo potrebno ogromno sredstev, vendar je prav tako ena od ključnih zadev energetska samozadostnost, ki predstavlja vse bolj tudi vprašanje suverenosti. Zato na zbornici predlagamo, da izkoristimo vse razpoložljive nizkoogljične vire, tako OVE kot jedrsko energijo, in zato moramo čim prej sprejeti odločitev glede JEK2. Zato ni nobene potrebe, da se odlaga, predlagamo, da je to spomladi, ko bo tudi volitve za Evropski parlament. V zadnjem obdobju ugotavljamo, da Evropska unija in evropsko gospodarstvo v globalnem kontekstu rapidno izgublja konkurenčnost, zato ker pač se ne odzove ustrezno na nekih premike v globalnem kontekstu. Pred 15 leti je bilo evropsko gospodarstvo večje od ameriške, danes je petino manjše, v tem trenutku ima Amerika 5,2% rast, jedra Evropske unije pa praktično stagnacija in nekaj vrste stagflacija. V takih razmerah seveda mi tudi črnimo kapital in ne sprejemamo dejstva, da tržno gospodarstvo napaja kapital, in svojih obiskov v Združenih državah Amerike in Londonu nedavnih ugotavljam, da se iz skladov, ki investirajo na mejne trge in trge v razvoju, naši trgi so mejni trgi, Slovenija, umakne 80% denarja. Ta denar se praktično preusmerja nazaj v jedrne trge, kot so Združene države Amerike in gospodarstva, ki so propulzivna. Ugotavljamo, da države v soseščini zmanjšujejo davčno breme in naslavljajo kot vprašanje konkurenčnosti vsaj za lastne potrebe. Pri nas se pa uvajajo ad hoc določeni ukrepi, ki naslavljajo enkratne fenomene, enkratne pojave. In tu je glavni izziv. Vsi smo solidarni v slovenskem gospodarstvu,
pripravljeni smo pomagati v sanaciji enkratne ujme, ampak seveda take, ki je realno vrednotena in potem s tem seveda se soočimo in ustrezno prispevamo. Uvajati dolgoročnejše davščine za sanacijo enkratnih ujm je za nas izrazito nepredvidljivo, ker pomeni, da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo ob naslednji ujmi, ki pa zagotovo prihaja. Večkrat smo povedali, če se že uvajajo določeni ukrepi, naj se ustrezno vrednotijo, posledice določene ujme in potem seveda solidarnostno, kako je bilo nakazano, se o tem pogovarjamo. Če pa uvajamo mi dolgoročne davščine za sanacijo enkratne ujme in se nam zgodi čez 14 dni grški scenarij 800 mm, kaj bomo pa naredili takrat? Vlagatelji v tem vidijo popolno nepredvidljivost. Evropska unija izgublja podporo vlagateljev, slovensko gospodarstvo izgublja podporo vlagateljev na ta način, ker enostavno ne vejo, na kaj lahko računajo. In zato smo ves čas govorili, dajmo nasloviti celovito davčno reformo, dajmo realno vrednotiti dejansko to ujmo in dajmo se dogovoriti, kako jo bomo naslovili. Poleg tega imamo pa seveda izjemno velike težave v birokratskem aparatu. V tem trenutku eden od ključnih ljudi, recimo NLB skupine, ni pridobil pravočasno podaljšanja modre karte sistemskih institucij. Kaj se potem dogaja na gradbiščih, kaj se potem dogaja v proizvodnih obratih, kako lahko računamo na predvidljivost okolja, če ne moremo računati tudi na delovno silo, kaj šele na neke predvidljive razmere, ko gre za obdavčevanje in s tem ekonomske posledice našega poslovanja. Tako da res pozivamo k celoviti davčni reformi, ki bo hkrati naslovila seveda tudi vprašanje, kako se bomo odzivali do ujm v bodoče in to transparentno, uokvirjeno, razumno in sorazmerno dogovorili, ne pa da bo to enostransko napovedovano in potem uvajano. Hvala. Lep pozdrav tudi v imenu Trgovinske zbornice Slovenije. Jaz bom govorila pretežno o trgovini. In v trgovini se v letu 2023 nadaljujejo otežene razmere iz preteklega leta. Stroški rastejo mnogo hitreje od prihodkov. Trgovino pestijo višje cene energentov, višje plače, višje obstoječe in številne nove dajatve, ki jih uvaja vlada. Naj navedem samo en podatek, in sicer prihodki v trgovini na drobno so v Evropski uniji v 10 mesecih upadli za 2,7%, v Sloveniji pa 16,4%, kar je največji padec od vseh držav v Evropski uniji in tudi največji padec in razkorak v zadnjih 10 letih v Evropski uniji. Vlada je velik del ukrepov, predvsem protiinflacijskih ukrepov, gradila na prehranskih košaricah. Meni namreč, da je to koristilo potrošnikom, kar pa samo delno drži, pa še to samo za prvo prehransko košarico uvedeno v preteklem letu. Vse nadgradnje košaric, vemo, da jih je bilo v letošnjem letu, so bile kar 3, učinkov za potrošnike nimajo, trgovcem, pa tudi vsem deležnikom v preskrbni verigi, pa predstavljajo dodatno administrativno, finančno in organizacijsko breme. Slovenija ima namreč v letu 2023 nižjo prehransko inflacijo v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji in to velja za prvih 10 mesecev letošnjega leta. Tudi v primerjavi z evroobmočjem je situacija taka. Ključni problem v Sloveniji tako ni prehranska inflacija, pač pa splošna inflacija. Inflacija merjena brez energentov in tudi brez hrane. Dejstvo je, da je vzrok za inflacijo, da vzroki za inflacijo na globalnih trgih postopno izvenevajo, pri nas pa ta inflacija ostaja še vedno na relativno visoki ravni. Pri nas inflacijo poganjajo predvsem rast plač, cene storitev, ki so seveda posledice tudi rasti plač, posredno pa seveda tudi vedno nove in nove obremenitve. Vlada na eni strani ponuja roko gospodarstvu, na drugi strani pa že naslednji dan ubija pomemben del slovenske trgovine, to so naftni distributerji. Vlada namreč za uredbo z jutrišnjim dnem za 30% znižuje maržo distributerjem, kljub dejstvu, da le-ta dosega zgolj 42% povprečja v Evropski uniji. Istočasno pa znižuje svojo trošarino zgolj in samo za 7%.
Menim, da je to nepošteno, sploh z vidika, da je vlada celoten čas višjih cen naftnih derivatov tudi pobirala ekstra prihodke na račun povečanega davka na dodano vrednost. Ne bi me čudilo, če bi zaradi tega ukrepa vlade, predvsem pri manjših distributerjih naftnih derivatov, prihajalo tudi do motenj v oskrbi. Ne bom se dotikala zakona o poplavi, ker je bilo že dovolj rečeno, se bom pa dotaknila zakona o evidencah na področju dela, katerega povod za sprejem le-tega je nekaj ugotovljenih kršitev, nepravilnosti, za katere pa vemo, da se rešujejo na drugačen način, ne pa s sprejetjem sistemskega zakona, ki postavlja za talca celotno gospodarstvo. Zakon je v praksi neizvedljiv, je diskriminatoren, predstavlja dodatne administrativne in finančne obremenitve in kar pa je zelo specifično za način sprejemanja zakonodaje v tem obdobju, javne obravnave praktično ni bilo, je pa bila javna obravnava na nek način uvedena po sprejetju zakona. In sicer na elektronskem naslovu Ministrstva za delo. Ne nazadnje, naj poudarim tudi to, da je gospodarstvo zelo velik donator številnim kulturnim, humanitarnim, športnim organizacijam. V Sloveniji je kar 220 športnih klubov, ki v svojih sredinah gostijo vrhunske športnike. In vse to je potrebno sfinancirati. Težko je ovrednotiti v milijonih, koliko je teh sredstev, vendar pri tako veliki obremenitvi gospodarstva, sredi katere se nahajamo sedaj, je pravzaprav veliko vprašanje, koliko bo gospodarstvo še zmoglo donatorskih in pa sponzorskih pogodb in koliko bo lahko še financiralo splošno dobro slovenskih državljanov. Rekla bi takole, za nadaljevanjem take politike vlada pod vprašaj postavlja podporo gospodarstva do njenih ukrepov. In zelo malo časa ima še, da se zazre vase in si postavi vprašanje, ali smo na pravi poti. Hvala lepa. Da bomo čim bolj jedrnati in da se ne ponavljamo, lahko v imenu Obrtno-podjetniške zbornice samo potrdim, kar je bilo že vse v uvodu opisano, kakšni so naši skupni cilji tega gospodarskega kroga. Namreč Obrtno-podjetniška zbornica, ki zastopa po večini malo gospodarstvo, tiste najmanjše gospodarske subjekte, obrtnike in podjetnike, seveda se tudi z vsemi temi težavami, ki jih tako dolgo že opisujemo, nenehno sooča. Tako da v enem stavku takojšnja ustavitev in seveda spremembe vseh administrativnih nesmislov, tako da sploh ne rabimo čakati na kakršenkoli sestanek z vlado, administrativne nesmisle je potrebno spremeniti takoj, to je bilo tudi povedano in že obljubljeno. Okoli davčne reforme pa seveda se moramo usesti in celostno obravnavati vse, kar ta vlada želi spremeniti in seveda skupaj z nami, da pridemo do tistih pravih davčnih rešitev. Kar se pa malih obrtnikov in podjetnikov tiče, seznanjam javnost, da nas s 1. januarjem več kot 100 000 obrtnikov in podjetnikov čaka enormno povišanje stroškov na področju električne energije, namreč ta vlada je podaljšala regulacijo električne energije samo za gospodinjstva in več kot 100 000 obrtnikov in podjetnikov bo s 1. januarjem za 80 ali več odstotkov povišalo ceno električne energije. Se pravi, računi se bodo povišali za več od 80 odstotkov. Tukaj imam hrvaški račun, tukaj imam slovenski račun iz meseca oktobra, ki vam končno, ker smo do zdaj poslušali zgolj neka zavajanja okoli te cene električne energije, jasno pokaže, kakšne so razlike v ceni električne energije pri nas ali pa nekem primerljivem trgu ali pa finančnem trgu oziroma gospodarskem trgu, to je Hrvaška. Tako da, gledajte, čisto enostavno, Hrvaška plačuje končno ceno z vsemi dajatvi in trošarinami 16 centov
slovenski obrtnik 22 centov, s 1. januarjem skoraj 39 centov, torej 250% več. In ta regulacija na Hrvaškem traja in bo podaljšana, ne? Pri nas pa s 1. ukinjen. Torej, račun, ki ga imam pred sabo in je za mesec oktober v višini 688 evrov, se bo povišal na 1237 evrov. Kje se bo to odražalo, vsi veste? V končni ceni neke storitve, nekega proizvoda. Tako da, to je tisti problem, na katerega sem tukaj danes želel posebej izpostaviti, po vseh ostalih problemih pa bodo še kolegi spregovorili. Hvala lepa. As we know, on an economic base, Slovenia and Germany have always been very valuable partners. German companies in Slovenia secure around 50,000 jobs directly and through their suppliers. They have a value added of about 1.5 billion euros. They are leaders in research and development, and with their modern industrial sites, they show how Industry 4.0 looks like. So, let's say they are really valuable parts, integrated part of the Slovenian economy. And trade volumes between Germany and Slovenia reached a new peak in 2022 with almost 15 billion euro. And it is almost balanced. Slovenia was in this regard clear ahead of Croatia and Serbia. So when we are speaking in the name of the German business partners, we are speaking in the name of the Slovene economy as a whole. Unfortunately, what we can see, that partnership between Slovenia and Germany is endangered. According to Distatis, which is our German statistical office, the trade volume between Slovenia and Germany decreased in the first 9 months of 2023 by 5.2%. So you could say maybe it's because of the global challenges. But if you compare with Serbia and Croatia, you see that it is a specific trend, because the trade volume of Germany with Serbia grew by 13.1%, with Croatia by 3.8%. What are the main risks? According to World Business Outlook from autumn 2023, that's a survey all over the world of our headquarters in Germany, where German companies are asked, how do you plan for the near future? How do you feel? What is your business like right now? The answers with regard to Slovenia have been the highest risk for business in Slovenia is labor cost. 63% have answered like that. And in economic policy. It's almost half of the persons who have been asked answer the economic policy is one of the main risks for business in Slovenia. Economic expectations for Slovenia is at minus 56. The Eurozone average is minus 29. And investment plans are at minus 27. Eurozone average is plus 6. So, altogether, we should take that alarm serious and take countermeasures. On first hand, I appeal to the Slovenian government to regard business community as a partner. Let us strive forward together and find the right measures to make the economy successful. And in this way, a strong basis for wealthy, future-oriented society. Slišali smo vse te številke, pa vendarle vedno se pogovarjamo samo, kako bo preživelo gospodarstvo, podjetništvo. Jaz bi pa sam rad opozoril, da vsi ti zakoni, vsa ta regulativa pravzaprav duši vsakega posameznika, vsako sodelavko in sodelavca. Nevladne organizacije in sindikati predvsem so si pridobili
ne primerljivo moč v nasproti gospodarstva. Pa če zelo na kratko omenim samo dva primera, gre recimo za zaščito sindikalnih zaupnikov, kjer ena skupina, se pravi privilegirana skupina, dobi večje pravice, kot jih imajo ranljive skupine zaposlenih, to so invalidi, matere, doječe matere, nosečnice. Skratka, potem na drugi strani vidimo, da nevladne organizacije lahko preko noči dvakrat skličejo vlado Republike Slovenije, spremenijo zakon po svoji meri, torej na načine, da recimo pri evidencah, če pogledamo, podjetja se bodo prilagodila, uvedle neke sisteme, programe, ampak kaj bo s temi evidencami. Vsak dan bremenimo naše sodelavke in sodelavce, da namesto zelenega prehoda, digitalizacije razmišljajo o tem, a so se zjutraj štempljali, a so se štempljali za malico in potem nazaj domov. Skratka, vsak dan ljudje občutijo to težo. V zdravstvo neverjetno dodatnega denarja se vlaga v zdravstvo, dodatno zdaj še za gospodarstvo iz 20 na 30 dni povečanje, pa vendarle kaj imajo ljudje od tega? Ja, prav nič, še vedno imajo samo pravico do čakalne vrste. Poglejte, tukaj se mi zdi, da je potrebno povedati, da ravno tako dolgotrajna oskrba. Vsi se srečujemo z povečanjem zdaj 1% točke do 2%. Vendarle vas bi samo želel upozoriti, kaj to pomeni v primeru 3% točk pri davku na dohodek pravnih oseb. V praksi to pomeni 16% povečanje. 3% točke pomeni 16% povečanje bremenitev, zaradi tega pač gospodarstvo takih obremenitev ne zmore, pa vendarle ljudje, vsak zaposleni bo od tega imel pravzaprav bistveno manjšo tudi plačo. Pogledamo, naročila se umirjajo, pravzaprav jih ni. Vsakega izmed nas, naših ljudi, je že strah za službe. Kakorkoli smo še pred parimi meseci lahko govorili in danes za pomanjkanja kadra. Tega bo vedno za posamezne poklice. Ampak želimo v Sloveniji si polno zaposlitev, ampak tukaj noter si te polne zaposlitve pač ne moremo več primerjati. Potem davčna okolja, ne samo, da je Nemčija boljše davčno okolje in Avstrija, pač pa nas prehitevajo tako Hrvaška kot Srbija. Lahko bi se zgledovali po marsikateri vladi in državi, torej omenjeni Nemčiji in Hrvaški, ki so uvedli močne olajšave. Bi pa za konec izpostavil samo nekaj še v načrtu za okrevanje in odpornost. Žal je vlada Republike Slovenije v okviru NOO-ja zmanjšala sredstva ravno na področju gospodarstva in to za 126 milijonov. Hkrati pa je povsem neučinkovita pri črpanju teh sredstev. Do sedaj je počrpala 281 milijonov, od tega jih je 231 že v letu 2021. Torej, 10-krat več je med tem časom počrpala Hrvaška. Najmanj, kar bi pa pričakoval, je pa to, da bi o tem razpravljal Državni zbor, ko so obravnavali proračun Republike Slovenije in o tem denarju se niso pravzaprav nobeni niti dotaknili. In še enkrat, naj ponovim samo stavek, ko je bil že slišan, nobenih dodatnih obremenitev gospodarstva in ljudi več, dokler časa ne naredimo vizijo, kam želimo z davčno reformo. Da ne bo življenje nam piše romane, nekateri pa vztrajno čitajo zabavnike. Spoštovane dame in gospodje, ekonomsko-socialni svet v Sloveniji ne obstaja. Obstaja pa socialni svet v monologu. Delodajalce nas veseli, da je predsednik vlade na vrhu gospodarstva napovedal redni mesečno srečanje z gospodarstvom in oživitev socialnega dialoga, najkasneje do začetka novega leta v tako imenovani najboljši maniri. Pa vendar, delodajalcem gospodarstvo štejejo dejanja, ne zgolj všečne besede.
In da bi socialni dialog res znova zaživel, je zato potrebno zagotoviti pogoje. In naš osnovni pogoj je zagotovitev enakopravne obravnave socialnih partnerjev. Delodajalca julija letos nismo izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta zato, ker bi bili užaljeni. Izstopili smo zato, ker naš glas ni bil slišan niti pri spremembah temeljnih zakonov, ki posegajo v odnos med delavcem in delodajalcem. Naj spomnim samo na nekatere zakone, ker je bil grobo kršen socialni dialog in ki so prinesle dodatno obremenitev za delodajalce in večkrat tudi za zaposlene. Nov zakon o dohodnini, pravilnik o poklicnih boleznih, zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotene delavce, ki prinašajo sami seboj neugodno davčno obravnavo, zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o evidence delovnega časa, ki vse te zadeve obremenjujejo gospodarstva in ko smo želeli tudi z predsednikom imeti sestanek na osnovi temeljitega spoštovanja v ekonomsko-socialnem svetu, je tudi ta bil prisoten in zelo ne samokritično v bistvu napovedal določene spremembe, katere se v istem tednu niso dogajali. Ministri so delali po svoje. Kaplja čez rob seveda je bil zakon o delovnih razmerjih. Tako imenovana mala delavska ustava. Ker pa je vlada ne samo enkrat, temveč dvakrat pokazala, da delodajalci v socialnem dialogu nimamo enakovrednega položaja in v parlament poslala neusklajen zakon, ki je imel jasen ne iz strani delodajalcev, smo delodajalci vladi že pred pogajanj za zakon o delovnih razmerjih predlagali protokol o spoštovanju socialnega dialoga. Nič drugega kot to, da se vsi držimo pravil ekonomsko-socialnega sveta, ki pa do danes še ni bil sprejet. Kar nas pokaže, da ni pripravljena upoštevati pravila, katera so v ekonomsko-socialnem svetu dana. Ravno nasprotno, sledili so novi zakoni, ki jim je skupno dvoje, še naprej dodatno obremenjujejo delodajalce in spremljajo se brez dialoga z socialnimi partnerji. Monolog se nadaljuje. Tako da je vlada sprejela zakon o nujnih spremembah zdravstvenega varstva, naslednji je zakon o obnovi in financiranju, ki dviguje stopnjo davka in dohodnine in še bi še dodatno dalo našteti. Kaj je naš cilj? Naš cilj je zagotovo, to ni obveščanje cilj ni obveščanje Evropske komisije in mednarodne organizacije dela v nadaljevanju socialnega dialoga pri nas in čakanje na njihovo intervencijo. Naš cilj je povrniti tripartitni dialog med vlado, sindikati in delodajalci na enako pravne temelje. Vsi trije partnerji, vlada, sindikati in delodajalci, moramo ponovno prepoznati in skleniti zavezo k zagotavljanju pogojev za konkurenčno in uspešno gospodarstvo, ki je temelj socialne države in blaginje. Osebno sem prisostvoval prejšnji teden v Bruslu na Business Europe. Business Europe je organizacija, katera predstavlja več kot 20 milijonov poslovnih subjektov v Evropi. Dotaknili smo se tudi teme varstva Evrope in med drugim tudi, kaj države naredijo zdaj za obdobje recesije, ki se v bistvu pojavlja v vseh vrstih Evrope. In bil sem malo žalosten. Vse države imajo pripravljene programe, večinoma države imajo pripravljene programe, ki pomaga gospodarstvo iz te trenutne recesijske obdobja, ki v bistvu omogočajo poslovno, da se lahko vrnejo v konkurenčni položaj
Nič od tega v Sloveniji nismo seznali. Jaz osebno pred ostalimi evropskimi direktorji nisem imel nič za povedati. Žalostno. Zelo tak daleč, da se velike države pripravljajo vračilo subvencijam za elektriko, subvencijam za skrajšan delovni čas, subvencijami z določenimi aktivnosti na samem trgu, pridobivanje konkurenčnega položaja in tako dalje in tako dalje. Ideje so veliko, nič od teh pa ni na dlani v Sloveniji. V Sloveniji se samo pogovarjamo o obremenitvah, ne o razbremenitvah, ne o konkurenčnem položaju, ne kako bomo soinvestirali, kako bomo nove investicije povabili, kako bomo se v bistvu skozi to ohlajeno obdobje gibali. Sami sebi smo prepuščeni. Hvala lepa. Spoštovani, pozdravljeni še strani stanovskih kmetijskih organizacij. Ekonomika kmetijstva, kmeta in tudi prvega dela predelovalne industrije, se pravi prvega koraka kmetu, je zaskrbljujoča. Že zadnje 3 leta vedno znova dosegamo neko najnižjo izračunano ekonomiko. Skrbi pa nas tudi trenutni odnos države do kmetijskega in agroživilskega sektorja, ki je zaskrbljujoč in bo imel dolgoročne posledice na družbeni in ekonomski položaj kmeta, kot tudi na drugi strani dolgoročno zmanjšanje prehranske varnosti države. 3 točke bi še posebej izpostavil. Zelo razpit in poznan zakon o zaščiti živali. Najprej bi seveda rekel, kmetje smo prvi tisti, ki želimo skrbeti za živali iz moralnega in tudi gospodarskega vidika. Hkrati pa je bil ta zakon sprejet navkljub pripombam veterinarske, zootehnične in tudi pravne stroke. Skratka, dali smo ozki skupini ljudi v naši družbi na podlagi nekajdnevnega tečaja pristojnost prijaviteljev, družbenih nadzornikov, ki lahko subjektivno ocenjujejo delo na živinorejski kmetiji in pa presojajo odločitve pristojnih inšpekcijskih organov, skratka izobraženih šolanih veterinarjev. Dodatno pa neizmerno moč dobi tak inštitut, če pride do sprege, skratka usklajenega ravnanja teh oseb. Medijsko je bilo všečno spremljanje cen prehranske košarice, lahko pa rečemo tudi metanje peska v oči, se pravi z davkoplačevalskim denarjem. Kmete zdaj po novem stiska tudi država z nespametnimi medijskimi všečnimi aktivnostmi, ki temeljijo včasih tudi na nekaj 100 kg poceni izdelkov na policah. Pritisk se tako prenaša po verigi navzdol in odstrelu je slovenski kmet in seveda tudi zadruge. Z ukrepom je država samo dodatno spodbudila pritok cenejše hrane iz Evrope ali pa tretjih držav na slovenski trg, hkrati posledično povzroča opuščanje domače kmetijske pridelave, dolgoročno pa povzroča odvisnost od uvoza in uničenje shem kakovosti, kot je izbrana kakovost, ki pa jo je veriga in tudi država skupaj gradila in sofinancirala. Tretja stvar, nekritično podrejanje slovenskega tradicionalnega trajnostnega kmetijstva, okoljskemu aktivizmu, posledično odvzemanje pravice do kmetovanja. Brez kakršnekoli presoje vplivov na okolje ali na prehransko varnost, se pravi na pridelavo hrane, se dostikrat na nivoju Evropske unije, pa tudi pri nas doma, na strani nacionalne politike, odloča, kako bomo naprej. Hkrati pa si zapiramo oči pred erozijo, uničenje habitatov, biodiverzitete, ki povzroča tako, bi rekel, brutalno industrijsko kmetijstvo 1000 km daleč stran, od katerega pa nažalost postajamo vse bolj odvisni. Zato pozivamo odločevalce na vključevanje nas deležnikov, stroke, na trezno, strokovno, strateško in pravno odločanje. Politično odločanje samo za del volilne baze vodi v dolgoročno odvisnost od hrane z tujih trgov, ki ne izpolnjuje slovenskih standardov varnosti, kakovosti in tudi trajnosti.
Slišali smo že veliko danes za tole mizo, kako nenaklonjena je politika oziroma politika te vlade do gospodarstva. Obstaja pa tudi en svet užarak, saj strani podjetij z notranjim lastništvom. Letos je Ministrstvo za gospodarstvo zaštartalo projekt prenove zakona o udeležbi delavcev na dobičku. Ta je bil sprejet že pred leti in po njem deluje samo 8 podjetij v Sloveniji, kar pomeni, da je de facto mrtev in nepraktičen zakon. In ministrstvo se je lotilo, da ga prenovi in pripravi pogoje, ki bodo dejansko spodbujali podjetja, da delijo del dobička tudi z zaposlenimi. Ministrstvo za gospodarstvo je sklicalo delovno skupino, v kateri smo bili vsi socialni partnerji vključeni. Z kar precej srečevanj smo zakon uskladili že pred poletjem. Po tistem se pa ta sončen žarek upanja zaključi, kajti ta zakon je ostal nekje v medresorskem usklajevanju, zato pozivamo in sprašujemo, ali ima tudi vlada namen sprejeti prenovljeni zakon o udeležbi delavcev na dobičku in opcijskem nagrajevanju, ki bi omogočil zaposlenim torej udeležbo na dobičku, kadar se lastniki tako odločijo, in pa tudi startup podjetjem, da lahko preko opcijskega nagrajevanja, kar je tipična oblika v tujini, tudi v Sloveniji delujejo. Ravno tako bi pa še izpostavila, se pravi, poleg tega vprašanja zakona o udeležbi delavcev na dobičku in opcijskem nagrajevanju, še poslabšanje razmer za podjetja z notranjim lastništvom. Ko je vlada spreminjala zakon o dohodnini, je ukinila tudi možnost, da tako rekoč v bistvu ubila možnost, da zaposleni, nekdanji zaposleni, ki prodajajo svoj delež nazaj podjetju, da ga prodajajo pod enakimi pogoji, kot če bi ga prodali komurkoli tretjemu. Namreč obdavčitev je bistveno višja, kot je sicer, kar pomeni, da namesto, da bi vlada, ki se je zavezala spodbujanju solastništva, je sprejela ukrep, s katerim ga de facto pravzaprav onemogoča. In upamo, da se bo to čim prej spremenilo. Hvala lepa. Gospodarstvo, ki je ključno za vse nas, se tudi na tak način zaustavlja kontraproduktivne rešitve, ki se mogoče zdijo komu populistično samo všečne, rezultirale pa bodo v upadanju življenjskega standarda nas vseh. Problem je bistveno globlji. Mi že 30 let ostajamo pod povprečjem razvitosti Evropske unije in prehitevajo nas tudi tisti med drugim neposredni sosedi, ki so bili še 50 let daleč za nami. Zato enostavno moramo danes upozoriti na, in to nas, najprej same, celoten politični spekter in vse Slovence na negativni vrednostni sistem, ki ga zaznavamo, in algoritem kontraproduktivnih ravnanj, ki žal prežema slovensko družbo in nas onemogoča v prehodu v resen razvojni preboj. Kakšen je ta algoritem kontraproduktivnih ravnanj? Mi smo premalo samozavestni. Premalo verjamemo v sebe in v lastne sposobnosti. Posledično so naše ambicije prenizke. Postavljamo si prenizke cilje in kombinacija prenizko postavljenih ciljev in prenizke samozavesti pri njihovem uresničevanju rezultira v premajhni dodani vrednosti, ki jo ustvarjamo. 50 000 evrov na zaposlenega in množica se ukvarja z prerazdeljevanjem prenizke dodane vrednosti, namesto da bi se intelektualni potencial usmeril v vzpostavljanje pogoja za povišanje dodane vrednosti na 100 000 evrov in namesto poti v enakost v revščini, v pot v različnost, v bogatstvo, ne samo materialne. Posledica tega je naše utapljanje v povprečju in sprijaznjenost s sivilno povprečja, v katerem žal vse tiste, ki so uspešni, ki se odlepijo nad povprečje, z vsemi silami vlečemo nazaj v to povprečje, s kontraproduktivno zavistjo, namesto da bi bili prežeti z produktivno zavistjo in bi nam taki uspešni predstavljali primer in celotno maso vlekli navzgor nad povprečje. In najhujša posledica vsega tega je, da se posledično ne sprejema nikakršnih odločitev, ki jih bo treba sprejemati, da smo neodgovorni do samega sebe, do drugih, in da se ne sprejema nikakršne odgovornosti za sprejemanje odločitev in da med sabo po definiciji ne sodelujemo, temveč da delujemo eden proti drugemu, namesto eden za drugim skupaj za vse in izgubljamo energijo sami s sabo. Skrajni čas je, da vsak od nas, zatem pa
celoten politični spektr prekine s tem algoritmom in menedžerji, ki želimo s tem postati odgovorni poslovni voditelji, se zavezujemo, da bomo bistveno sami najprej dvigli našo samozavest, ambicije, odgovornost za vse v Sloveniji, v dobro vseh in v sodelovanju z vsemi. In vabimo celoten politični spektr in vse Slovence, da se nam pridružijo in da smo tukaj naprej samozavestni, ambiciozni in odgovorni do vseh in sodelujoči. Mi bomo z naše strani naša taka ravnanja in projekte predstavili v prihodnih parih tednih in mesecih in se veselimo končno tega resnega prehoda iz negativne spirale navzdol v pozitivno spiralo navzdol. Hvala. Kot že uvodoma povedano, seveda sprejemamo povabilo predsednika vlade k dialogu in ga s tem v zvezi pozivamo do 15. januarja organizirane srečanje, kot ga je obljubil na vrhu gospodarstva. Mi bomo vzporedno k temu pripravili ustrezen strokovno posvetovalni forum skupaj z znanostjo, skupaj z našim potencialom strokovnim, ki ga teh 14 organizacij vsekakor ima, da bomo lahko čim bolj vsebinsko, ustrezno in objektivno pristopili k izdelavi uravnotežene in celovite davčne reforme v korist tako gospodarstva kot pa tudi družbi v celoti. Do takrat pa, še enkrat ponavljam, pričakujemo, da se ustavijo vse namere vlade za sprejetje kakršnihkoli zakonov, ki pomenijo dodatno obremenitev gospodarstva, ne glede na to, ali so v proceduri, ali so v pripravi za proceduro.